Zadnji primer policijskega posredovanja zaradi otroškega igranja glasbil je odprl Pandorino skrinjico. Mi smo govorili z eno od mam, ki je morala policistom vrata domačega stanovanja odpreti. Njene 3 otroke, ki na državnih tekmovanjih dosegajo zlata priznanja, je prijavila soseda. Sin je zaradi strahu in stiske violino vadil v drvarnici. V Zvezi prijateljev mladine zaradi vse več tovrstnih primerov odločevalce pozivajo, naj vendarle najdejo zakonsko rešitev. Manca Turk. Klavir, violončelo, violina. V družini Kunaver so leta 2023 3 otroci sredi dneva vadili svoja glasbila. Za dobrodelne namene želeli so imeti koncert v vrtcu, želeli so se zahvaliti Zvezi prijateljev mladine, ker jim je omogočila štipendijo glasbenikcem. A polovica otroških načrtov je padla v vodo. Soseda je namreč njihovo igranje instrumentov prijavila policiji. Policija je prišla z bučnim trkanjem in butanjem po vratih, nas v bistvu ustrašila. V tem času ni vadil noben od otrok. Mož je bral pravljico in otroci so res se zelo prestrašili. Globa 104 evre, izrekli pa so jo očetu otrok. Dragica Kunaver je policistom napovedala, da bodo otroci, ki za glasbo živijo in na državnih tekmovanjih dosegajo zlata priznanja, vadili še naprej. Možje v modrem pa so jo opozorili, da bodo ob prijavi znova prišli. In se rekel, no, danes bo še sin vadil še violino in res mi je poklical policist, je rekel, gospa je podala ponovno prijavo, jaz bi moral zdaj še enkrat priti, pa še enkrat vas oglobiti. Podobnih primerov je po besedah Brede Krašna, generalne sekretarke Zveze prijateljev mladine, na žalost vse več. Do sedaj imamo 5 družin. Ena je se žal tudi na koncu preselila iz večstanovanjske stavbe v hišo. Začne se z opozorili policije in stopnjuje do denarnih kazni, pripoveduje. Kazni so nekje do 300 evrov. V družini Kunaver so zato otroci vadili pri drugih sosedih ali v športnem društvu. Sin je šel zelo žalostno v klet vaditi v drvarnico, kjer si je komaj našel kotiček, kjer je lahko v miru premikal lok. V Zvezi prijateljev mladine zato stanovalce pozivajo k strpnosti in razumevanju. Hkrati pa odločevalce naj vendarle uredijo zakonodajo. Da izvajanje dejavnosti, ki je del učnega programa, ni stvar kaznovanja in stvar motenja miru stanovalcev. Predlog sprememb zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga je 2. septembra obravnavala vlada, ne spreminja definicije motnje miru zaradi hrupa, kar pomeni, da lahko policisti zaradi igranja na instrument še vedno izdajo globo. V zvezi zato zdaj računajo na posluh poslancev.